Imate težave s slabim zrakom oziroma vlago v vašem stanovanju? Obrnite se na Lunos, pokličite nas na brezplačno telefonsko številko ali samo izpolnite kontaktni obrazec na naši internetni strani. In seveda vabim vas, da si ogledate oddajo na Ljubljana TV. Dragi gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes gostim gospoda magistra Uroša Fonoviča, direktorja podjetja Lunos. Pozdravljeni, Uroš. Pozdravljeni. Kaj nam boste povedali o podjetju Lunos? Ja, same lepe stvari. Podjetje Lunos se ukvarja z prezračevanjem, rešujemo težave ljudem v stanovanjih, hišah, poslovnih prostorih, kjer se pojavlja problem prekomerne vlage, posledično plesni. Lahko pa tudi samo rešujemo težavo previsoke energetske učinkovitosti. Vsi vemo, da je bil včasih trend energetske učinkovitosti, saniranja stavb v smislu čim bolj tesnega ovoja. To so objekti, v katerih je danes zelo, zelo težko živeti, in ta problem rešuje Lunos. Kje vas pa lahko najdemo? Najdete nas lahko v pisarnah v Mariboru, Ljubljani, Kopru, manjša pisarna v Rogaški Slatini, kdo bi si mislil, ampak tudi tam rabijo prezračevanje, in v Polzeli. Tako da smo razporejeni po celi Sloveniji, strankam nudimo rešitve in naše usluge, kjerkoli imajo težave. Se pravi, problem vlage, pokličemo se, oglasimo v vaših pisarnah. Dajte mi malo povedati o samih prezračevalnih sistemih. Mi laiki enostavno ne poznamo čisto dobro, kako to funkcionira. Ja, poznamo več sistemov prezračevanja. Govorimo o centralnih prezračevalnih sistemih, to pomeni en malo večji rekuperator, nekje zmontiran v hiši, cevni razvodi do posameznih sob, prostorov, ki imajo vsak svoj namen. Torej, en del odvaja zrak, drug del dovaja svež zrak. Vse skozi centralni rekuperator. To so večji sistemi, priključeni tudi na napetost 220, večji porabniki in opravljajo svojo funkcijo. Poznamo potem lokalne sisteme, to so posamezni lokalni elementi, ventilatorji, najpogosteje se pilotirajo z klasičnimi daljinskimi IR upravljavci, torej to so neke lokalne naprave, ki pač opravljajo neko svojo funkcijo. Poznamo pa sodobne decentralne prezračevalne sisteme. Zakaj govorim o tem, da so to sistemi? Zaradi tega, ker decentralne prezračevalne sisteme povezujemo v smiselne, povezane, med sabo povezane enote, ki delujejo na podoben način kot centralni sistemi, s tem, da je prehod iz zunanjega zraka v notranji po najkrajši možni poti, torej skozi zid. Lokalno vse skupaj pa med sabo smiselno, logično, tehnično povezano v celovit sistem upravljanja prezračevanja, ki ga kontroliramo z krmilnimi enotami, ki imajo vgrajene senzorje CO2, vlage in nam zagotavljajo to, da prezračevalni sistem deluje samostojno, brez naših posegov. Kako pa izbrati, kakšen način prezračevanja damo v hišo, v stanovanje, na kakšen način? Ja, zdaj, če vprašate mene, potem jasno, sisteme Lunos, decentralne prezračevalne sisteme, ki omogočajo vgradnjo v vsak prostor, ki so prilagodljivi, ki jih je seveda možno zelo preprosto krmiliti, najpogosteje krmiliti brez našega posega, torej z zaznavanjem povišane stopnje CO2, z zaznavanjem povišane vlage, kar zaznavajo senzorji, in v bistvu dejansko prezračevalni sistem deluje najbolj optimalno, ko ga mi pustimo, da dela samostojno in opravlja svojo funkcijo. To se pravi, veliko imamo starih hiš, starih stanovanj ali pa novogradnje. Kdaj to? Vem, najverjetneje pri novogradnji je en sistem, pri starih je malo težje enake sisteme dati. Kako gledamo, na primer, če gremo najprej v eno starejšo hišo, kjer bi radi vgradili to noter? Kakšen sistem bi tam izbrali?
Decentralne prezračevalne sisteme lahko vgrajujemo dejansko v vse prostore, torej v vsak tip objekta, novogradnje, najpogosteje in najkvalitetneje seveda v objekte, ki so že v uporabi, tako kot sem na začetku povedal, ki so bili v preteklosti deležni energetske sanacije, torej zaščite ovoja pred izgubo energije. V takih stanovanjih dejansko z decentralnimi prezračevalnimi sistemi zelo uspešno rešujemo ta problem in nadgrajujemo objekte v trajnostne objekte, v katerih je tudi prijetno bivati. Kaj v novogradnjah pa dejansko centralni... Tudi centralni sistemi, s tem, da seveda mi smo predstavnik decentralnih sistemov, v to tehnologijo srčno verjamemo, zaradi tega, ker pač verjamemo, da mora biti prehod svežega zraka v prostor, tam, kjer ga najbolj potrebujemo, res po najkrajši možni poti. In to decentralni prezračevalni sistemi omogočajo. Tako kot sem prej povedal, če jih povežemo v smiselno tehnično celoto, pa delujejo popolnoma identično kot centralni prezračevalni sistemi. Tako da izbira stranke zmeraj njihova, seveda mi pa svetujemo, da se odločijo za enostavnejšo in seveda cenejšo vgradnjo. Tehnologija, to je evropska tehnologija ali je kitajska? Ja, danes je na trgu kar ogromno ponudnikov, sploh v Sloveniji. V Sloveniji je trg kar nasičen z raznoraznimi ponudbami, raznoraznimi ponudniki, ki ponujajo, bom rekel tako, v večini primerov en in isti izdelek proizvajalca iz tujine, v večini primerov je to ukrajinski proizvajalec, ogromno je tudi kitajskih proizvodov, medtem ko Lunos pa tradicionalno ostaja za proizvodnjo v Berlinu, od tam dejansko distribuira svoje produkte globalno po celem svetu. Se pravi nemška kvaliteta še vedno. Nemška kvaliteta, tako kot pravijo, avto, pes in prezračevanje morajo biti nemški. Dostikrat se vprašamo takole, pa tudi naše stranke, ki delamo na nepremičninskem področju, kakšen je to poseg, vsi se bojijo, zdaj bomo imeli pa celo hišo razbito. Kakšen je to poseg, kako je časovnica, rečemo, da se nekaj takega vgradi v samo stanovanje ali v hišo? Zdaj za individualno stranko je tak proces, bom rekel, kar zahteven. Če ga prepustijo nam, kar seveda priporočamo, mi imamo izkušene monterje, ki so z nami že več kot 15 let. Lunos je v Sloveniji prisoten z svojimi produkti že več kot 15 let in seveda tudi monterji, ki jim je dejansko vgradnja postala že rutina. Da, seveda naredimo proces najmanj boleč, ga poskušamo narediti v najkrajšem možnem času. Predhodno seveda zaščitimo najbolj vitalne dele v prostoru, potrudimo se biti seveda vljudni, ker vstopamo v intimne prostore ljudi in seveda pospravimo za sabo vse, kar pač je gradbenega. Tako da z našega vidika so ti procesi vgradnje zelo enostavni in rutinski. Pa časovno rečemo, ko se odločimo, koliko časa potekajo ta gradbena dela v enem takem prostoru oziroma v eni taki hiši? En dan, 2 dni, cel teden? Ja, sam proces vgradnje poteka na ta način, da se najprej pripravimo ponudbo. Ponudbo pa pripravimo vedno na osnovi ogleda pri strankah. Vedno. Zaradi tega, ker ne želimo imeti skritih presenečenj na objektu, zaradi tega, ker želimo, da monter, ki pride na montažo, opravi delo optimalno v najkrajšem možnem času. Zaradi tega seveda poteka zadeva na najkrajšem možnem času v roku enega dopoldneva. Recimo za hišo 100 kvadratov se to da v vsakem primeru v enem dnevu urediti. Aha, to se pravi en dan malo razmetano po hiši, pa te zadeve, potem imamo pa vse urejeno, pa spimo v dobrem zraku. Tako. Torej, ja, to je davek boljšega bivanja. Torej en dan montaže, seveda proti dolgotrajnemu izboljšanemu bivalnemu okolju.
Ravno smo tudi naše podjetje, tudi samo, kjer delam, tudi posredniki, a ne, in smo imeli eno težavo, rečemo, ko je najemnik, ko je bival v stanovanju, dejansko v 5 mesecih uničil stanovanje, a ne. Zdaj, ko smo prišli v stanovanje, je bilo vse črno, povsod vse, ampak bi predlagal, da bi se tega primera lotila po odmoru. Dragi gledalke, dragi gledalci, vabim vas, da se vrnete čez nekaj minut, ko bova z našim Urošem, direktorjem Lunosa, se pogovarjali še naprej o prezračevanju. Drage gledalke, dragi gledalci, spet smo zdaj v oddaji Moj dom. Z mano je še vedno magister Uroš Fonovič, direktor podjetja Lunos. Uroš, danes se pogovarjava o prezračevalnih sistemih v naših domovih, hišah, stanovanjih. In že prej sem povedal en primer, a ne, da smo oddali eno nepremičnino, po 5 mesecih uporabe te nepremičnine s strani najemnika smo ugotovili, da je stanovanje bilo totalno uničeno. Noter v stanovanju katastrofalni pogled, sama vlaga, kamor si pogledal. Izgleda, da najemniki niso odpirali oken, tuširali so se, pokurili 10 kubikov vode na mesec, vroče, in noter je bilo katastrofalno. Deli v kuhinji, vse se je že zacvetelo od vlage, stene črne, tla, vse to. Kaj bi vi naredili, če bi stopili v takšno stanovanje? Ja, to ste zdaj povedali, prikazali en lep primer stanovanja, objekta, s kakšnimi se dejansko mi srečujemo vsak dan in zelo pogosto. To so akutni problemi, o katerih govorimo, torej energetsko sanirani objekti, zatesnjeni z novimi PVC okni, z debelimi zvočno in zračno izolativnimi fasadami. V takih objektih brez seveda rednega odpiranja oken se ne da živeti. Z rednim odpiranjem oken izgubljamo energijo. Plus seveda nekdo mora biti doma, da to opravlja, ker to ni samo od sebe, se ne odpre. To pomeni, če želimo ustrezno prezračevati stanovanje, je nujno vgraditi mehansko prezračevanje. Prvi predpogoj, če želimo imeti normalno bivanjsko udobje, brez vlage, brez plesni, so neke prezračevalne navade, ki jih lahko dosežemo samo z mehanskim prezračevanjem. Takšen primer, kot ste ga povedali, ne boste si mislili, kolikokrat in kako pogosto ga srečamo pri naših ogledih na terenu, pri naši komunikaciji z strankami. To ni osamljen primer, na žalost, in seveda, kaj bi mi naredili? Preprosto, predlagali bi vgradnjo prezračevalnega sistema, ki je lahko seveda modularen, ki je lahko danes samo en del, čez nekaj časa, ko so finančne možnosti, se lahko tak sistem nadgradi, vgradi še v dodatne prostore, rešujemo na začetku samo tam, kjer je najbolj akutno, in čez čas seveda, ko pač nam finance omogočajo, dopolnimo to prezračevanje. Še zmeraj govorimo o sistemu, ki ga smiselno modularno dopolnjujemo in nadgrajujemo. In seveda z vgradnjo takega sistema bomo dosegli to, da bo pač svež zrak prihajal v prostor, da bo slab zrak odveden iz prostora, torej govorimo o slabem zraku polnemu CO2, ki ga pač izdihujemo z našim dihanjem. Odvedena bo vlaga, ki jo proizvaja 4-članska družina, v povprečju 15 do 16 litrov na dan, z svojim normalnim bivanjem, torej kuhanjem, tuširanjem, preprosto bivanjem. In seveda ob tem pomembno, ta energija, ki jo odvajamo, zrak, ki ga odvajamo iz prostora, ne bo popolnoma zavržen. Torej toplotna energija, ki jo po zimi dovajamo v prostor za ogrevanje, ali hladilna energija oziroma hlad poleti, ne bo zavržen. Pomeni, z našimi sistemi se ta energija ohranja, in to je sistem rekuperacije, ki omogoča seveda, da smo tudi energetsko učinkoviti, kljub temu, da seveda prezračujemo. V primeru, ko odpiramo okna, so to dovedeno energijo, ki jo drago plačujemo, spustimo v zrak, kar ni ravno najbolj energetsko učinkovito in dobro za proračun družine.
To se pravi, takih primerov ni to edini primer osamljen, ampak je tega ogromno in se vi gotovo srečujete s takimi na trgu oziroma med stanovanji, hišami. Ampak hočemo reči zdaj, nekaj moramo vedeti, to tudi kakšen je zdravje ljudi, ki živijo v takih prostorih noter, kjer tega ni, kjer je vlaga, kjer je plesen, ki nastaja, neverjetna, se pravi, tukaj je tudi z zdravstvenega vidika ta sistem zelo, zelo priporočljiv, Res je, če vas to kaj potolaži, niste osamljen primer, takih primerov je ogromno. To, kar ste pa izpostavili, seveda, plesen ni primerna v stanovanju, spore, ki iz plesni nastanejo in se gibajo po zraku, jih vdihujemo, pomeni v naših pljučih, to nima prostora oziroma tja ne spada. In seveda, stanovanja, ki so neprezračena, mi govorimo o sindromu bolnih stavb in to je kar konkreten problem, ki se ga mogoče niti ne zavedamo toliko, dokler ne spoznamo, da problem obstaja in da za ta problem obstaja rešitev. Ko govorimo o sindromu bolnih stavb, govorimo o tem, da se v objektih zelo slabo počutimo po nekaj časa, ko pač preživljamo v teh prostorih, začne nas boleti glava, oči se nam solzijo, ne vemo zakaj. To so vsi simptomi sindroma bolnih stavb, ki je danes res akuten problem. Če govorimo samo o Sloveniji, bom povedal na konkretnih številkah, v Sloveniji je več kot 1.200.000 stavbnih enot. To pomeni stanovanja v večstanovanjskih stavbah, hiše, poslovni prostori. Od tega je po naših ocenah ustrezno prezračenih ali pa trajnostno zgrajenih objektov manj kot 15%. Torej govorimo o enem ogromnem potencialu objektov, ki jih je potrebno ne samo energetsko sanirati, ampak narediti trajnostne. Torej objekte, v katerih se da živeti. Torej objekte, v katerih ni po robovih plesni, kjer ni prekomerne vlage in kjer je dejansko bivanje udobno, kjer se počutimo sproščeno, kjer boljše spimo. In to je en potencial, ki ga je potrebno v Sloveniji še rešiti in dvigniti na višji nivo. Se na trgu srečujemo, novogradnje so pač že narejene s tem sistemi in te stvari, ampak zdaj ogromno če pravite 15% je nekje ustreznih, 85% so pa stavbe, ki se obnavljajo, nove fasade, nova okna in s tem pravite mi zapremo, zadihtamo same stavbe in ne gre več nikamor vlaga. Zdaj pa v večstanovanjskih stavbah, zato mogoče ne bi bilo neumno, ko delajo zbore etažnih lastnikov, da sam upravnik pozove k temu, da se sprejme sklep, da lahko vsi, ki hočejo prezračevanje vgraditi v stavbo, nekako, da to že skupinski sklep naredijo in da se lahko ta prezračevanja potem sama stanovanja vgrajujejo brez dodatnih nevšečnosti pa iskanja enih soglasij. Ali se to kaj srečujete s takimi zadevami, s temi, ko upravnik uredi vse z dokumentacijo, da lahko potem stanovalci brez, načeloma samo vas pokličejo in pridete in reče, gledajte, tukaj imamo sklep narejen, da to lahko vgradimo, da bo naša stavba, poleg tega, da bo zelo varčna z vojem in z temi energetsko varčna, da bo tudi dobro prezračena. Ja, to bi bila idealna rešitev, vendar žal ni tako. Žal ni tako, če se vrnem nazaj, tudi v mnogih novogradnjah se sistemi prezračevanja niso vgrajevali. Sicer je to zdaj zakonodajno drugače rešeno in regulirano in seveda je to obveza pri novogradnjah, ampak mnogo novogradenj v zadnjem času še vedno nima vgrajenega prezračevalnega sistema, kar je za naše pojme nedopustno. Nedopustno je z vidika tega, da pač investitorji ponujajo strankam nekaj, kar ni trajnostno, kar ni primerno za bivanje, kar je v bistvu neka tehnologija, ki je stara in v bistvu mi bi morali iti za trendi naprej. In to je čist en tak primer, kjer, ne vem, bom povedal na primeru avtomobila. Danes si ne predstavljamo več, da se usedemo v avto, ki nima klimatske naprave. Noben ne odpira več okn v avtu zato, da se mu odrosijo šipe. Vključimo klimatsko napravo in to je nek standard, ki je.
in se noben več ne sprašuje in razmišlja, da mogoče pa da je to nepotreben strošek. Do tega moramo priti tudi na področju stanovanjske politike, tudi na področju prezračevanja in moramo govoriti o trajnosti. Primer, ki ste ga pa izpostavili pri energetskih sanacijah več stanovanjskih stavb, seveda tudi trknemo zmeraj ob soglasja vseh solastnikov in tako kot ste povedali, polagamo na srca in dušo upravnikom, da razmišljajo o teh ukrepih kot sestavnem delu vseh ukrepov energetske sanacije. Torej ne samo o saniranju oken in fasad, ampak da ko pride do tega trenutka, da se sostanovalci odločajo o investiciji v novo fasado, da razmišljajo hkrati tudi o prezračevalnem sistemu. Lahko vam rečem iz svojih izkušenj, da velikokrat se naredi, da dobimo soglasje za klimatske naprave, že damo, pozabljamo pa na ta sistem prezračevanja. Bomo opozorili tudi naše upravnike, da to poudarjajo takrat, ko se bo kaj takega delal. Zdaj pa, drage gledalke, dragi gledalci, ostanite še malo z nami, se vrnemo čez nekaj minut. Drage gledalke, dragi gledalci, spet smo zdaj v oddaji Moj dom, z mano Uroš Fonovič, direktor podjetja Lunos. Pogovarjajo se o zelo zanimivi temi. Prezračevanje naših bivalnih enot, se pravi stanovanj, hiš. Vidimo, kako je prišla seveda problema obnove stavbe, kako zdaj novo fasado damo gor, nova okna damo, hišo dejansko zatesnimo toliko močno, da nam ne uhaja nič več ven, ne temperatura, ne vlaga in kako rešujemo te zadeve. In sva se med odmorom zdaj že pogovarjala, da ko stavbo obnavljamo, ko dajemo novo fasado na večstanovanjski stavbi, se že dogovorimo, kam bomo postavili pa klimatske naprave, vedno pa pozabljamo na te prezračevalne sisteme. Kaj svetujete? Jaz svetujem, da nehamo pozabljati na prezračevanje. Jaz bom čisto en banalen primer povedal. Brez hrane preživimo koliko? Če smo dobri 14 dni, brez vode, par dni. Če pa mi da izdihneva zdaj zrak, pa si zatisneva nos, pa bova uspela živeti v takem stadiju koliko časa? Samo par sekund. Torej, kaj je najbolj pomembno v našem življenju? In na kaj pozabljamo, zaradi tega, ker to delamo avtomatsko? Dihanje, zrak. Brez zraka se ne da živeti. Mi lahko imamo super energetsko učinkovite stavbe, ampak v takih objektih se ne da bivati. In še enkrat to, kar ste izpostavili, to mi je zelo, zelo dobra tema. V primeru novih fasad, ko se dejansko sostanovalci dogovorijo in začnejo razmišljati o tem, da bojo naredili novo stavbe, takrat je pravi čas, da se razmišlja o prezračevanju. Mi rešujemo takšne objekte 3-4 leta kasneje, ker pride do problema, pride do prekomerne vlage, ki je ne odvajamo, ki je seveda stanovalci z odpiranjem okn ne morejo odvesti iz prostora in pride do nastanka plesni. In take primere mi potem kasneje rešujemo, vrtamo nove fasade, rešujemo individualne probleme. Če bi pa na začetku, ko se seveda projekt zasnuje, predvideli tudi sisteme prezračevanja, bi to bilo seveda predvideno, strošek bi šel iz rezervnega sklada, reševalo bi se nekaj, kar je akutnega, pa še največji poudarek v primeru, ko delamo novo fasado, naši sistemi Lunoterm omogočajo zajem zraka na špaleti okna, kar pomeni, ohranimo intakten videz fasade, brez rozet, brez rešetk, brez nekih motenj, ki so v večini primerov z vidika arhitekture moteči. To pomeni, da ukolikor se nekje odločijo za menjavo fasade, je to zelo priporočljivo, da se vi povežete že z upravnikom, da naredite rešitve predpriprave za montažo oziroma za vgradnjo teh sistemov in potem se lahko odločajo ljudje potem sami po sebi, kdo ga bo montiral, kdo ga ne bo. Točno tako, točno tako. Vsak posameznik se potem lahko odloči, ali bo šel v tako investicijo, če je to seveda njegova individualna rešitev. Lahko, tako kot sem že prej povedal, nadgrajuje sistem najprej samo v enem prostoru, kasneje še v ostalih prostorih. Akutni problemi so kopalnice,
kjer je največji izvor vlage za tuširanje. Tam svetujemo seveda, da se vgradijo sodobni odvodni ventilatorji, ki odvajajo kontinuirano ta slab zrak, poln vlage. In ja, seveda, ljudem je potem lažja pot pred njimi, da pridejo seveda do primerne in ustrezne rešitve. In tudi najverjetneje tudi najcenejše, če se to dela že v samem štartu vse skupaj, kakor pa naknadno vse to grejevati. Bistveno ceneje, zaradi tega, ker se predpripravijo električne inštalacije, zaradi tega, ker že vnaprej vemo, kje bodo kje bojo te lokacije za preboje. Tako kot sem rekel, v najboljšem primeru se pa seveda predvidi že sistem za zajem zraka na špaleti in to pomeni res najbolj ugodno, najbolj optimalno in seveda tudi najcenejšo možno varianto te izvedbe. Zdaj se veste, ko se neki taki posegi delajo v sami zgradbi, vedno postane problem finance, a ne? A tukaj tudi kaj mogoče država subvencionira, kaj ali kakšne ekosklad, kakšne so subvencije tudi za takšne sisteme? Ja, v Sloveniji imamo, moram reči, kar srečo, zaradi tega, ker je ekosklad inštitucija, ki seveda vzpodbuja ukrepe energetske učinkovitosti in ukrepe trajnosti, kamor spada prezračevanje. In seveda za vsako tako investicijo ob seveda primerno tehnično izvedenem sistemu ekosklad ponuja nepovratna sredstva in to za prezračevanje v višini 30%, kar ni malo. In seveda svetujemo strankam, da se odločajo za takšne sisteme, ki so ustrezno projektirani in ustrezno izvedeni, ker na koncu potem dobijo še ta nepovratna sredstva ekosklada. Ja, odlično, a ne. Zdaj me pa malo zanima, kako pa je z vzdrževanjem teh sistemov? Pa z rezervnimi deli, pa kako pa to? Je to vse pod kontrolo, pa koliko moramo mi to potem letno, večletno te zadeve vzdrževati? Na kaj moramo biti pozorni, no, bomo tako rekli? Ja, zdaj decentralni sistemi seveda so najprej cenovno boljša oziroma blažja varianta v času investicije, torej so cenejši v času vgradnje. V času delovanja prav tako, ker deluje tehnologija na 12 voltih, to pomeni za eno stanovanje, povprečno stanovanje 80 kvadratov, tak sistem, če deluje 24 ur na dan, 365 dni v letu, vsak dan, brez prekinitve, brez vklapljanja in sklapljanja, je poraba potrošnje električne energije minimalna. To pomeni med 4 in 5 evrov za celoletno potrošnjo energije, kar je res minimum. In zaradi tega tudi priporočamo, da taki sistemi delujejo kontinuirano in opravljajo svojo nalogo z senzorji najbolj optimalno. Takrat, ko je potreba, dvignejo delovanje, takrat, ko ni potrebe, spustijo delovanje na minimum. Kar se tiče servisa, to je ena zelo pomembna zadeva, sploh z našega vidika. Torej, mi ne želimo strankam samo prodati našega sistema. Mi želimo strankam prodati izboljšano bivanjsko udobje. In to bivanjsko udobje seveda ni samo v enem trenutku, ko mi zaključimo svojo montažo, ampak komaj takrat štarta cel proces. In v tem procesu seveda mora biti tako kot vsaka naprava, tudi naše naprave vzdrževane, redno servisirane. Stranka lahko seveda filtre menjuje ročno, sama, to se naredi zelo preprosto, enkrat mesečno se filter se vzame iz rekuperatorja oziroma iz prezračevalnega sistema, iz posameznih enot in se opere v vodi, namesti nazaj, zelo preprosto, vsak to zna. Seveda, da pa zagotovimo optimalno delovanje, pa svetujemo, da stranke uporabijo našo servisno uslugo, ki jo ponujamo enkrat letno in s tem seveda naredimo to, da pač podaljšamo garancijsko dobo tudi do 5 let in da seveda sistem deluje optimalno, ker tako kot sem rekel, delovanje sistema optimalno delovanje sistema zagotavlja bivanjsko udobje. Sistem, ki ni vzdrževan, seveda ne opravlja svoje funkcije in ne dosega tega, kar v primeru rednih vzdrževanj in servisov lahko dosežemo. Tako, sledim vaše podjetje že kar nekaj let. Koliko let ste že na področju v Sloveniji tukaj? Jaz mislim, že kar dolgo, a ne? Res je. Podjetje Lunos sicer izvira iz Berlina, kjer je bilo ustanovljeno
prejšnjem stoletju dobesedno, torej od leta 1959 in ima proizvodnjo v Berlinu, tako kot sem že povedal, in to tudi v bodoče ohranja. V Sloveniji pa smo prisotni že več kot 15 let. V zadnjih 2 letih celo z hčerinskim podjetjem, to pomeni, da je podjetje Lunos iz Berlina ustanovilo svojo hčerinsko podjetje, v katerem so solastniki, večinski solastniki, z namenom seveda, da zagotavljamo še večjo garancijo vsem našim strankam, lokalno prisotnost, ki jo seveda krepimo z to našo prisotnostjo in seveda odzivnostjo na vse potrebe. Zelo ste me impresionirali z vso to debato zdaj, kar je. Zato bi vas še enkrat prosil, dajte mi še enkrat povedati, kje vas lahko najdemo vse v Sloveniji? Ja, v Sloveniji nas lahko najdete v pisarni v Mariboru, v Ljubljani in v Kopru. To pomeni, hrbtenica Slovenije je pokrita, delujemo pa dejansko po celi Sloveniji. In kaj je še najbolj bistveno? Ne nas iskati, mi najdemo vas. Pridemo k strankam na ogled, opravimo ogled z namenom, da si pridobimo vse možne informacije in da na terenu, na objektu res pripravimo tisto najbolj optimalno rešitev, ki je primerna za vsak posamezen objekt. Tako da mi vas najdemo. Gospod Uroš, res ste nam dali dobre informacije danes in mislim, da se bo marsikdo odločil, da pride k vam v vaše pisarne. Hvala vam za obisk, pa upam, da se še kdaj srečamo. Hvala vam za povabilo. Lep pozdrav. Hvala, srečno. Srečno. Dragi gledalke, dragi gledalci, prišli smo do konca, vidimo se v naslednji oddaji.